Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v dogodkih dneva 2. januarja 2025. V celjski porodnišnici se je v letu 2024 rodilo 1241 otrok. Celjsko pravljično deželo je v 12 dneh obiskalo 17.000 obiskovalcev. V občini Rogatec so zadovoljni z dosežki v letu 2024. Med kandidati za nastop na rokometnem svetovnem prvenstvu 15 nekdanjih, a nobenega aktualnega člana Celja Pivovarne Laško. V porodnišnici Splošne bolnišnice Celje je bilo v letu 2024 1235 porodov. Rodilo se je 637 dečkov in 604 deklice. V novem letu se je v porodnišnici, ki je ohranila naziv novorojenčkom prijazna porodnišnica, nekaj pred 5. uro zjutraj prvi rodil deček. V celjski porodnišnici so danes skupaj s predstavniki medijske hiše Novi tednik in Radio Celje že 61. leto zapored pripravili novoletni obisk novorojencev in porodnišnice. Žal nataliteta v zadnjih letih nekoliko upada, tega v porodnišnicah nismo ravno veseli, ampak kot sem že mnogokrat povedal v prejšnjih akcijah, gre za odraz družbenih sprememb, staranja prebivalstva, drugačnega načina življenja. To je lastnost celotnega zahodnega sveta, ne zgolj Slovenije, in jasno, da mi tukaj zaradi tega ne moremo posebej izstopati. V porodnišnicah si seveda želimo več porodov. Lani so v celjski porodnišnici zabeležili 140 porodov manj kot leto poprej. Se tudi mi ne moremo pohvaliti z večjim številom rojstev, kot je bilo lansko leto. Letos imamo 1235 rojenih otrok, dečkov malo več, 637 in pa deklic 604. 6krat so bili rojeni dvojčki. Seveda pa v želji, da bi mogoče letos pa presegli te številke in zopet šli v trend porasta. Delamo na tem področju veliko, imamo babiško obravnavo nosečnic, imamo šolo za starše, kjer jo izvajamo čisto prostovoljno, individualne pogovore za nosečnice v porodni sobi, tako da res naša želja je, ampak na naravni potek pa žal ne moremo vplivati. Sicer pa tudi mestna občina Celje s finančno spodbudo v novo življenje pospremi vsakega novorojenca, rojenega staršem, ki imajo v občini bivališče. Žal te številke, kar se tiče števila rojenih, ne rastejo. V preteklem letu je bilo novorojencev, ki smo jih s finančno podporo obdarili, 317. Znesek pa smo v preteklem letu tudi dvignili, in sicer za prvega novorojenca iz 110 na 150 evrov, kolikor zdaj znaša. Tako da tudi v proračunu za leto 2025 načrtujemo nekje 50.000 evrov sredstev za ta namen in upamo, da bo potrebno znesek povišati v primeru, da bo novorojencev več, kot jih je bilo v preteklem letu. Novoletni obisk v celjski porodnišnici je letos potekal že 61. Vsako leto je prav posebno, ne? Vsako leto nove mamice, sicer pa v bistvu vsako leto simbolno obdarimo 3 novorojenčke, zadnji mamici, ki je rodila v preteklem letu, in prvi 2, ki rodita v tekočem letu. V bistvu se s tem simbolnim obdarovanjem želimo zahvaliti vsem mamicam, ki so rodile v preteklem letu, in tem, ki bodo še rodile, za njihov doprinos pri ohranjanju našega naroda. Kot zadnja v letu 2024 je rodila Zala Vrdelj z Teharja. Malce pred polnočjo je povila deklico. Statistika pa pravi 2710 gramov in 47 centimetrov. Silvestrovo do pol 11 je bilo super, potem pa se je začelo ekspresno popadki in vse skupaj, dejansko se je vse zelo hitro odvilo. Malce pred 5. uro zjutraj na novega leta dan smo se v Celju razveselili prvega novorojenčka v letu 2025. Dečka, težkega 3530 gramov in dolgega 53 centimetrov. Ime sem mu dala Noel, ker je drugače imel rok 25. decembra, tako da je pol malo dlje nuco, da je prišel ven, ampak sem čisto vesela, da je prišel tudi 1.1.
Drugi letos je bil prav tako deček, ob 6. uri zjutraj je Celjanka iz Košnice Špela Šmit Jesenek povila 4600 gramov težkega in 55 cm dolgega dečka. V bistvu res čarobno, zato ker takoj po porodu res pozabiš na vso bolečino in vse, kar je spremlja porod. Tako da čarobno, ker na koncu dobiš res ta zaklad v roke. No. Je pa današnje novoletno srečanje še posebej presenetilo in razveselilo celjskega župana Matijo Kovača. Z mamico, ki je sicer vzgojiteljica v enem izmed celjskih vrtcev, in njenim možem, ki je poklicni gasilec, smo se spoznali letos, ko sta me povabila, če bi prisostvoval kot župan njuni poroki in jo poročil. To mi je takrat ogromno pomenilo, no to, da pa se srečamo s prvim novorojencem v občini v tem letu, ki je plod te ljubezni, pa še posebej dodaja eno vrednost in eno bogatstvo današnjemu dogodku. Družini želim sreče, zdravja in da bi v tem okolju se dobro počutili še dolga leta. Lani so v celjski porodnišnici ponovno zelo uspešno prestali ocenjevanje za mednarodno priznanje novorojenčkom prijazne porodnišnice. Posebej sem vesel zaradi tega, ker smo dosegli res visok rezultat, 97% možnih točk. Plaketo so nam poslali šele v decembru, ker prej za rezultate ocenjevanja še nismo vedeli, in sem zelo ponosen na svoje sodelavce in na celotno ustanovo, da smo ponovno po dolgih letih podaljšali to pomembno priznanje. Jubilejno 25. izvedbo pravljične dežele v Celju je v 12 dneh obiskalo 17 000 obiskovalcev, samo na jutranjih vodenjih so jih organizatorji našteli več kot 2000. Pravljično dogajanje v pravljični deželi Celje so si ogledali učenci iz številnih osnovnih šol iz celotne regije ter otroci iz različnih vrtcev z Celjskega. V sodelovanju s Slovenskimi železnicami so se obiskovalci v Knežje mesto lahko pripeljali z 10 pravljičnimi vlaki iz Ljubljane, Maribora in Velenja. Ob jubileju pravljične dežele so v Muzeju novejše zgodovine pripravili razstavo Pravljični zakladi pravljične dežele. Matevž Goršič je uglasbil himno, ki jo je prepeval Škratovski zborček. V jubilejnem letu je bila del pravljičnega dogajanja tudi Srebrna vila Glasnica. Organizatorji so v sodelovanju z Društvom fotografov Svit pripravili fotografski natečaj, na katerega so povabili fotografe iz cele Slovenije, da ujamejo pravljični trenutek pravljične dežele v okviru fotografskega natečaja leta. Občani in občanke občine Rogatec so v novo leto vstopili skupaj s prebivalci hrvaške občine Hum na Sotli, ki je bila letos gostitelj skupnega silvestrovanja na prostem. Sicer pa so v tej obmejni slovenski občini zadovoljni s postorjenim v letu 2024. Najbolj pomembnejši projekt za nas v prihodnje je tako izgradnja podjetniškega inkubatorja. Tu pač kandidiramo za evropska sredstva, se pravi objekt stare mesnine Žarak bomo odkupili in v njem skratka ta podjetniški inkubator tudi aktivirali. Seveda je potrebno komplet vse skupaj obnoviti in temu primerno to infrastrukturo zgraditi. To je prav gotovo en od pomembnih projektov za prihodnje, glede na to, da bomo dali priložnost tudi mladim podjetnikom, tisti, ki se zanimajo za podjetništvo, da bojo lahko v tem projektu sodelovali in potem tudi dejansko, tudi koristili te prostore v podjetniškem inkubatorju. Seveda, želja in potreb je kar precej. Jaz sem trdno prepričan, da bomo tudi v prihodnje, se pravi s proračunom za leto 2025, postorili vse tisto, kar je dobro za naše občanke in občane, in da bomo skratka tudi v naslednjem letu uspešni. Slovenska moška rokometna reprezentanca je v Kopru začela priprave za nastop na svetovnem prvenstvu, ki se bo 14. januarja začelo na Hrvaškem, Danskem in Norveškem. Med 20 izbranci selektorja Uroša Zormana je kar 15 rokometašev, ki je del svoje kariere preživelo v rokometnem klubu Celje Pivovarna Laško, ki pa na aktualnem selektorjevem seznamu nima niti enega rokometaša. Prvo in vedno znova v domeni selektorja.
to se spoštuje. Lahko rečem, da pri igralcih, ki so trenutno v Celju in imajo pravico nastopa, obstaja velika želja, kar je edino prav. Kot rečeno, konkurenca mislim, da je še vedno na visokem nivoju znotraj slovenske reprezentance. Te odločitve, zakaj nekdo gre, zakaj nekdo ne gre, že enkrat to je vprašanje za selektorja Zormana. Pomembno pa je to, pa lahko rečem iz naše interne neke nastavitve fantov, da so vedno željni, vedno pripravljeni in je vprašanje časa in prepričan sem, da bojo tudi rokometaši RK Celja prejasli ponovno v reprezentanci, tako kot že omenjena številčna zasedba, ki je bila del Celja v preteklosti. Za razliko od celjskih rokometašev pa bo obveznosti na omenjenem svetovnem prvenstvu imel trener celjskega kluba Paulo Pereira, ki je aktualni selektor portugalske reprezentance. Celjani bodo tako priprave na drugi del sezone opravili pod taktirko njegovega pomočnika Davida Razgorja. Mogoče bi se tu ustavil še pri eni točki. Že kar nekaj let sem v tem pisarniškem delu rokometnega sveta, ampak to ne pomeni, da si ne ogledam treninge in izredno me veseli, da fantje po praktično vsakem treningu, ki ga imamo v Zlatorogu, namenijo dodaten čas, da ostanejo v dvorani, da se družijo in tu se vse začne. Se pravi, želja teh fantov po napredku, seveda Paulo Pereira ima strašansko pečat, njegov podpis je čutiti to, kar je naredil, uspel narediti s to ekipo, s kar nekaj imeni, ki sploh niso bila znana rokometni javnosti in to je tudi pomembno za njihovo delo, ko ga ni zraven. Se pravi, da so željni, pripravljeni delati, predvsem na svojih rokometnih veščinah, kar potem se pozna tudi v tem ekipnem nastopanju. Tu je pomembna vloga Davida Razgorja, ki lahko rečem se je fantastično ujel z trenerjem Pereiro in bo, tako kot do zdaj, njegova desna roka tudi podaljšana trenerska roka v času njegove odsotnosti. Celotna trenerska služba oziroma trenerski štab je nekno v komunikaciji. Seveda, ko ni glavnega trenerja, je dinamika drugačna, ampak prepričani smo, da s tem zagonom, ki ga fantje kažejo že od začetka sezone, ni potrebno skrbeti, da njihov trening ne bi bil na visokem nivoju. Seveda pa vse v športu igra neko svojo vlogo, ampak verjamem, da bojo fantje stopili skupaj in nemoteno nadaljevali v pripravi za drugi del sezone. Po noči se bodo padavine okrepile in proti jutru od severa zajele večji del Slovenije. Meja sneženja se bo spuščala, zapihal bo severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, ob morju okoli 9 stopinj Celzija. Jutri dopoldne se bodo padavine umikale proti jugu. Po nižinah v notranjosti bo deloma deževalo, deloma snežilo, predvsem v južni polovici Slovenije pa večinoma snežilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Čez dan se bo od severa jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Goriškem in ob morju okoli 10 stopinj Celzija. V soboto bo precej jasno, zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Hladneje bo. V nedeljo bo zapihal jugozahodnik. Spet se bo pooblačilo, le na vzhodu bo nekaj sonca. V notranjosti Slovenije bo nekoliko topleje. S to vremensko napovedjo pa zaključujemo današnje dogodke dneva. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Ne zamudite naše oddaje znova jutri. Nasvidenje.